Spletno nasilje je zame, da ti kdo napiše kaj grdega na internet. Mislim, da je spletnega nasilja zelo veliko, saj internet zelo hitro narašča. Prva raziskava o uporabi spleta med otroki, opravljena leta 2011, kaže, da skoraj polovica mladih, starih od 8 do 18 let, neprijetnega komentarja še ni dobila. Skoraj četrtina jih je odgovorilo, da so na takšna sporočila odgovorili z enako neprijetnim komentarjem. Petina jih je poskušalo blokirati vsa sporočila pošiljatelja, 18% pa jih je tako izbrisalo boleče ali žaljivo sporočilo. Živela nekaj podobnega, recimo, ko so mi kakšne grde komentarje pisali pod slike, za ljudi, ki jih sploh ne poznam, pa sem to tudi zbrisala pol vse. Vsakršno spletno nasilje ima lahko posledice. Otroci se različno soočajo, nekateri se potem čisto res umaknejo vase, recimo tudi nočejo hoditi v šolo, zbolijo, različni znaki so, ne. Dober spletni prijatelj je, da na slike, če ti niso všeč, da ne komentiraš. Da mi ne bi pisal grdih komentarjev. Vsak izmed nas lahko internet izboljša tako, da je prijazen do drugih uporabnikov. Če pa mislite, da ste žrtev spletnega nasilja, kot je na primer sovražni govor, lahko to preverite z aplikacijo Spletno oko, kjer boste našli tudi napotke, kako ukrepati. Naj tudi na spletu, tako kot v resničnem življenju velja pravilo, obnašaj se tako, kot si želiš, da se drugi obnašajo do tebe. Kostumi iz ponovno rabljenih materialov. V eni izmed šol sambe, ki bo sodelovala na letošnjem karnevalu v Rio de Janeiro, otroci iz starih časopisov, plastenk, zgoščenk in posušenih rastlin izdelujejo maske. S tem želijo opozoriti na ogromne količine smeti, ki vsako leto po prireditvi obležijo na odlagališčih in onesnažujejo okolje. Ameriški znanstveniki so predstavili robota gasilca. Ta zna hoditi po konci in je opremljen z laserji in tipali, s katerimi v prostoru zazna dim. Za zdaj ga upravljajo ljudje, v prihodnje pa naj bi gasil požare tudi čisto sam.